Thank you very much, Zvonka. Hvala Thanks lepa, to Zvonka. the Slovenian In Institute for Adult hvala Education tudi and the Andragoškemu EPALE centru national Slovenije team. I'm really in glad nacionalni ekipi EPALE. Zelo vesel join sem, you today for this da se important vam event. danes lahko pridružim na tem And I dogodku hope that in there will be a seveda nice upam, first da bo ever to for myself live prijetno druženje in prva spletna razprava EPALE v takšnem formatu. Upam, da bodo rezultati dobri. Zdaj pa bom z vami podelil svoj zaslon oziroma svojo predstavitev. Here it is. To je prva prosojnica. Kot je bilo povedano že v začetku, je tema moje predstavitve nekaj, kar se še odkriva, nekaj, na kar naletimo pri tej digitalni transformaciji. In sicer je vprašanje, kako to vpliva na našo družbo, kakšne so te spremembe in kakšne spremembe potekajo na ravni družbe. Sprehodil vas bom čez različne teme in če želite, se mi lahko pridružite. Uporabite lahko spletno stran. Na vrhu te prosojnice so navodila, kam pojdite, lahko se povežete tudi z mobilnim telefonom. Ko boste enkrat šli na www.menti.com, boste uporabili to kodo. First of all, let me say something about myself. Naj nekaj povem o sebi. Moje ime je Alteo Valentini. Sodelujem s centralnim podpornim sistemom EPALE, to je elektronska platforma za izobraževanje odraslih, še zlasti na področju digitalnih kompetenc in digitalnih inovacij v izobraževanju. Najprej sem postal ambasador EPALE, platforme EPALE, pred že kar 6 leti. Za Italijo torej. Vedno sem se zelo močno zanimal za izobraževanje odraslih, sicer sem sociolog in že od samega začetka odkrivam priložnosti vseživljenjskega programa komisije s številnimi projekti, ki se ukvarjajo z opolnomočenjem starejših. Prvega, ki bi ga omenil, je Cafe Europe. To je bil večstranski projekt Grundig za ozaveščanje javnosti glede starejših v Evropi. Potem pa smo dodali še digitalno dimenzijo in to predstavlja zelo pomemben projekt. In sicer je to inovacija na področju tehnologij za starejše. To smo izvajali, ko se še niti nismo pogovarjali o digitalni preobrazbi. Z vsemi temi začetnimi izkušnjami sem potem odprl svoje lastno podjetje in sicer je to agencija za usposabljanje Egina. In sicer se ukvarjamo predvsem z socialnim učinkom digitalnih inovacij. Te fotografije kažejo najpomembnejše naše aktivnosti, ki jih izvajamo že nekaj let, še vedno. In sicer gre za delavnico, na kateri sodelujejo starejši in mladi in izmenjujejo kompetence. Na eni strani starejši prinašajo
svoje družinske fotografije iz albumov, na drugi strani pa so mladi, ki pojasnjujejo, kako te spomine digitalizirati. To so izkušnje, ki spremenijo življenje, vsaj jaz sem tega mnenja. Skušamo namreč razumeti to, kar danes imenujemo digitalne spretnosti in kako to vpliva na teh ciljnih skupinah, s katerimi sodelujemo, ampak ne le to, tudi na družbo na splošno in različne skupnosti. Ta laboratorij je mesto Foligna zelo cenilo. In sicer izvajali smo projekt, ki smo ga naslovili Post Memory, še vedno je na voljo in če boste kdaj na našem koncu, boste videli oziroma sledi tega projekta, kot tudi na tem posnetku, ki vam ga bom pokazal. Najpomembnejše lokacije s kulturno dediščino je mogoče raziskovati v obogateni resničnosti. Kako to spreminja skupnost? Gre za prenos vrednot iz starejše generacije na mlade, pa tudi na drugi strani se s tem zagotavlja ohranjanje spominov, da bodo ti spomini na voljo za vse, ki jih bodo potencialno ti spomini zanimali. Tudi turistom, denimo, akademski sferi. Na voljo bo za akademske študije. To je primer, ki sem vam ga želel pokazati. Zdaj pa nadaljujemo z glavno temo naše predstavitve, oziroma moje predstavitve. Digitalne spretnosti in digitalna preobrazba. Kje začnemo? Najprej, seveda morda veste, ali pa poznate indeks digitalnega gospodarstva in družbe. To je glavni vir in glavno orodje za statistiko, ki spremlja to digitalno preobrazbo. Vsako leto dobivamo te podatke od Evropske komisije in ta prvi grafikon vam kaže, kako je sestavljen ta indeks. 5 glavnih komponent ima, 5 glavnih področij: povezljivost, človeški kapital, uporaba interneta, vključevanje digitalne tehnologije in pa digitalne javne storitve. In to je ta glavni splošni indeks digitalnega gospodarstva in družbe in sicer pozicioniranje posameznih evropskih držav in njihova uspešnost na posameznem področju. Označeni so namreč z barvami. Tukaj bi lahko veliko povedal. To vedno pokažem tudi, kadar imam kakšen nagovor v Italiji in želim prepričati vlado, kako nujno je spremeniti to stanje, kajti zelo nizko uvrščeni smo. Vesel sem, ko vidim, da je Slovenija nekje v povprečju Evropske unije. Let's try to interact a little bit. What about, in your opinion, is the European country with the highest Katera pa je tista evropska država z najvišjim odstotkom državljanov, ki imajo najmanj osnovne digitalne spretnosti? Zdaj bi morali že videti to vprašanje zapisano na zaslonu. In če želite, lahko izberete posamezno državo, lahko ugibate, kje je ta država oziroma katera je ta država z najvišjim odstotkom državljanov s temi osnovnimi digitalnimi spretnostmi. Nekaj časa vam bom dal na voljo. Lahko ugibate Litva, Romunija, Švedska,
Estonia. Estonija, denimo. Thanks for Hrvaška, voting. Finska. Torej, tako zdaj glasujete, kot vidim. Pritisnite na krogec tiste države, za katero mislite, da je najvišje uvrščena. Yeah. 13 votes and a nice representation. Just a couple of seconds more. Finland seems to be the most voted. Let's discover za Finsko vas je glasovalo največ, pa si poglejmo, index tell us. Well, kako prav imate, kaj nam pove ta indeks. About right with Finland. Kar prav ste imeli glede Finske, vendar pa je na prvem mestu najvišje uvrščena Nizozemska. Zdaj lahko preverite tudi, kje so druge države. Zakaj sem vas vprašal glede osnovnih digitalnih veščin? Kajti na začetku te dobe digitalne preobrazbe se je vzpostavljala tudi terminologija. Pred 5 leti smo drugače razmišljali o osnovnih digitalnih spretnostih, kot razmišljamo danes. Indeks se bo tudi verjetno spreminjal, ga bodo pregledovali, revidirali in ti podatki tukaj govorijo o osnovnih digitalnih spretnostih. To je seveda pomembno, ko govorimo o tej najnižji ravni digitalnih veščin. S politikami in posegi v izobraževanje, kot tudi projekti, ki se osredotočajo prav na izboljšanje digitalnega profila učečih se ljudi, državljanov ali katerekoli druge skupine, se morajo zdaj prilagoditi temu, kar družba pričakuje od nas, katere so tiste minimalne kompetence, da ne bodo izključeni. Drugi del javnosti oziroma vprašanje, ki ga je potrebno poudariti oziroma odpreti, je uporaba interneta. In spet, ugibajte, kateri je najvišji odstotek ljudi, ki še nikoli niso uporabljali interneta danes. Po tem DESI indeksu. Kateri je odstotek ljudi, ki še niso uporabljali interneta? $35.3 odstotke, 24,5 ali manj, nižji odstotek. Well, I would have voted 35.3. Jaz ne bi glasoval za 35 sam, ampak to, kar lahko vidimo iz lanskoletnega indeksa, je, da dejansko je ta odstotek, ki je dobil največ glasov, oziroma 35 odstotkov, pred 2 letoma se je zdaj znižal za 10 odstotkov. Najverjetneje lahko uganite, zakaj? Zaradi pandemije COVID-a, ki je imela močan vpliv, pomemben vpliv tudi na uporabo interneta. To pa ne pomeni, da imajo ljudje osnovne spretnosti za uporabo interneta. Vse se je dogajalo prehitro in brez kakršnekoli strukturne podpore, strukturnega poučevanja, tako da bi lahko poskrbeli, naprimer, da mlajša in starejša generacija pozna spletno varnost, da se zavedajo vseh tveganj in nevarnosti, ki prežijo na spletu.
Tako da se moramo na to hitro odzvati in moramo uporabiti prednost te situacije, ko so ljudje, ki morda pred 2 letoma, ko so imeli pred 2 letoma veliko ovir za uporabo interneta, zdaj potrebujejo podporo, so navajeni interneta, uporabe interneta, ampak še vedno potrebujejo podporo, da razvijajo osnovne kompetence za uporabo spleta in novih digitalnih tehnologij. Temu rečemo all digital, vse digitalno, to je vse evropski projekt iz Brusla. Včeraj sem dobil dobro novico, da sem bil izvoljen za vodjo projekta za naslednji 2 leti. Kaj bomo počeli? Najprej bomo razvili 25,000 digitalnih centrov kompetenc po Evropi in na ta način bomo podprli 42% evropskih državljanov, ki jim manjka digitalnih spretnosti. In to so tiste spretnosti, ki sem jih omenjal že prej, spletna varnost in tako naprej. Družba se spreminja in imamo številne nove spretnosti, ki jih potrebujemo. Digitalna sprememba družbe je pomemben faktor in kako izboljšujemo digitalni profil državljanov, to ni več samo vprašanje programske opreme in da ljudem razložimo, kako uporabljajo računalnik, ampak gre za bistveno bolj zapletene dejavnosti. Z All Digital, s tem programom, katerega ključen namen je razviti formalne in neformalne programe izobraževanja in s tem skušamo doseči izjemen obseg celotnega ozemlja Evrope in opravljamo tudi raziskave. Vse digitalno področje je za nas področje, ki ga je potrebno nenehno spremljati tudi vrzel med dejanskimi digitalnimi spretnostmi evropskih državljanov in potrebami ne samo trga, ampak tudi potrebami družbe in zahtevami družbe. S sistemom razvoja digitalnih kompetenc smo dejansko naredili prvi korak pri vzpostavljanju splošnega okvira, ki se začne pri ocenjevanju osnovnih digitalnih spretnosti državljanov in učečih se ljudi, da lahko podpremo izobraževalne inštitucije pri oblikovanju sistemov učenja, ki bodo podprli vsakega posameznika pri razvoju njihovih potrebnih kompetenc na področju digitalnega znanja. Raziskovanje izvajamo v okviru Evropskega okvira digitalnih kompetenc, DigiCom, ki pokriva teh 5 področij kompetenc oziroma znanj, ki so razdeljena na 21 podkompetenc. In to, kar želimo zagotavljati, je zagotoviti nabor orodij in platform, ki jih lahko preprosto pretvarjamo v katerokoli evropsko državo v okviru tega vseevropskega okvira. To je primer platforme, ki jo uporabljamo in je zdaj na voljo že v številnih evropskih državah. Začeli smo v Italiji in Grčiji. Nacionalna digitalna koalicija oziroma nacionalno digitalno združenje za prilagajanje digitalnih spretnosti
In podelil vam bom tudi povezavo na to platformo in zakaj smo razvili tako platformo. Zato, ker se zavedamo, da kaj je ena od osnov izobraževanja odraslih, da je najpomembnejša dejavnost tukaj izobraževanje digitalnih spretnosti. Starost je tista, ki vpliva na digitalno znanje, na digitalno vrzel. In če zdaj vas spet povabim k sodelovanju in me zanima vaše mnenje, kateri so dejavniki, ki najbolj vplivajo na raven digitalnih kompetenc posameznika. Lahko izberete prva stopnja izobraževanja, druga starost, tretja zaposlitveni status, četrta spol, peta geografska lokacija in šesta civil condition, osebne razmere. Probably there is some problem because I see you are voting. Izberete, mogoče imamo težave, vidim, da glasujete, pa rezultatov ne vidim na platformi, ampak kakorkoli lahko vidite, da je izbira, kjer je stopna izobrazbe, starost, zaposlitveni status, spol, geografska lokacija, pa poglejmo, kaj nam je pokazala naša raziskava. Izobrazba je prvi dejavnik, ki vpliva na digitalno pismenost. Seveda, ljudje z nizko izobrazbo na splošno so tisti, ki imajo manj digitalnih spretnosti in znanj. Ampak to ni edini dejavnik. To, kar smo odkrili skozi našo raziskavo, ko smo se pogovarjali z milijoni uporabnikov iz vseh evropskih držav, preko 25,000 teh izobraževalnih centrov, je, da tudi zaposlenost oziroma brezposelnost vpliva na stopnjo digitalnih znanj. Najverjetneje bi si predstavljali, da nezaposlenost danes bi povečala zanimanje starejših ljudi, da razširijo svoje digitalne spretnosti, vendar pa je rezultat ravno nasproten. Če sem starejši od 40 ali 45 let in sem nezaposlen, je želja, da se vključim v to digitalno transformacijo pretežka. Zelo težko se je lotiti učenja te digitalne pismenosti. In še en pomemben faktor je starost. Starost je tista, ki vpliva na digitalno pismenost. Najverjetneje je to najbolj lahko razumljiv vpliv za nizke digitalne spretnosti. Ampak tudi tukaj smo skozi raziskavo odkrili, da vsaka starost vpliva na različen način. Gre za tudi povezavo z novo generacijo, ki se je rodila v digitalni svet, vendar pa odrašča brez pravilnega nabora digitalnih spretnosti in kompetenc. Mislim, da moram pohiteti, zamujam in bom preskočil na rezultate. To so razlogi, zakaj
ljudje iz držav, ki smo jih vključili v našo raziskavo, zakaj želijo izboljšati svoj digitalni profil, svoje digitalno znanje. In kot vidite, smo v Italiji drugačni od drugih držav. Naši rezultati so se bistveno razlikujejo in ne gre za razvoj družbe, ki bi bil najpomembnejši dejavnik pri nas v Italiji. In najverjetneje ne morem bolj podrobno razložiti našega manifesta, ampak pri tem projektu All Digital, vse digitalno, smo se odločili, da bomo razvili dokument, ki bo pokazal, kateri so najpomembnejši ukrepi, ki jih je potrebno sprejeti, zato da bi lahko na evropski ravni promovirali izboljšanje digitalnih spretnosti evropskih državljanov na trajnosten, enakopraven, enakovreden, napreden način. Kajti danes, če rešujemo samo težave iz preteklosti, ni dovolj. Vsi smo strokovnjaki, ki delujemo v izobraževanju in če želimo načrtovati izobraževanje za prihodnost, moramo to početi s pogledom naprej, napredno, ne samo na osnovi preteklih rezultatov. In to smo zapisali v manifestu. To je nabor priporočil in ukrepov, da bi izboljšali in razširili ta okvir izobraževanja in se prilagodili osebnim potrebam posameznikov, kjer gremo predvsem v stik z vsakim posameznikom, njegovimi potrebami, tako da lahko razvijamo fleksibilne načine izobraževanja. Druga točka je, da zagotavljamo širši dostop do tega izobraževanja. Nihče ne sme biti izključen, nikomur ne smemo onemogočiti dostopa do izobraževanja. In tu ne govorimo samo o fizičnem dostopu. Tu razvijamo tudi nove strategije, nova partnerstva, vključujemo druge sektorje. Tretja točka, zviševanje nivoja kakovosti poti in načinov izobraževanja. Predlagamo izobraževanja, ki se nanaša na posebne potrebe določenih skupin ljudi. Če želimo zagotavljati kakovostno izobraževanje, moramo najprej upoštevati evropski okvir, ki je že na voljo, in potem uporabiti vsa orodja, ki so jih razvile države članice. In naslednja točka je, da prispevamo razvoju homogenega ocenjevanja na evropski ravni, da imamo enoten sistem ocenjevanja digitalnih spretnosti na evropski ravni. In zaključil bom s petim priporočilom, da delujemo v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Upoštevati moramo, da digitalni svet je del širšega sveta, ki vpliva tudi na trajnostni značaj našega sveta, ki upošteva tudi vsa ostala področja življenja. Vsakič, ko načrtujemo izobraževanje, moramo razmisliti, kako bo to te kompetence izboljšale osebno, poklicno znanje, profil vsakega posameznika, prav tako pa moramo misliti tudi na skupnost in kako bodo te kompetence vplivale na skupnost vseh nas. In če želite prispevati k razpravi, ki jo izvajamo,
vsak dan na to temo, vas vabim, da se nam pridružite. Trenutno imamo dve skupnosti, dve praksi, kjer lahko aktivno sodelujete. Prva je uporaba Digicom, kako lahko to prilagajate in uporabljate v vaši organizaciji, je to prava platforma. Druga skupnost pa se osredotoča bolj na certificiranje, na ocenjevanje od sistema podeljevanja kompetenc na področju izobraževanja. Hvala lepa za vašo pozornost in vabim vas, da se povežete z mano, če potrebujete več informacij. Hvala lepa. Hvala, Mateo, za to predstavitev, posebej za manifest. Mislim, da nam vsem pomaga strukturo in ta manifest nam omogoča razvijati strukturo na področju digitalnih spretnosti in potrebe, ki jih moramo izpolnjevati za vse generacije. Tako da lahko preprosto pridemo na vašo spletno stran, najdemo manifest in na našem dogodku imamo predvsem predstavnike, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih in mislim, da lahko pričakujete nekaj e-mailov tudi od naših udeležencev. Upam, da boste imeli čas, da boste ostali z nami in videli dva primera slovenske prakse. Veliko počnemo in mogoče lahko nadaljujemo z našim sodelovanjem. Bom ostal. Hvala lepa. Hvala.